Spoštovani udeleženci in cenjeni gostje 28 dnevov slovenske uprave. V veselje mi je, da vas lahko v imenu programskega odbora konference lepo pozdravim. Pred začetkom današnjega programa najprej vljudno vabim k uvodnemu pozdravu dekana Fakultete za upravo, dr. Janeza Stareta. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani gostje, dragi udeleženci, cenjeni kolegi. Veseli nas, da ste se odzvali našemu mobilu in se nam pridružili na tradicionalnem posvetu, tokrat že 28 dnevih slovenske uprave. Čeprav smo še lani verjeli, da bo to jesen drugače, da bomo lahko izkušnje izmenjali tudi v živo, predvsem pa tudi dobre prakse, pa je epidemija COVID-19, ki še vedno vse bolj zaznamuje družbeno življenje, pomembno vplivala tudi na izvedbo današnjega dogodka. Srečujemo se torej preko aplikacije Zoom in preko sodobnih informacijskih kanalov. Nosilna tema letošnjih dnevov se navezuje na novejše poglede do javnega upravljanja oziroma na novejše poglede do vprašanj javnega upravljanja. Pri tem bo v ospredju premislek, kaj prinaša razvoj sodobnih tehnologij in še posebej umetne inteligence na področju javne uprave. Vgrajevanje digitalnih rešitev v jedro javnih storitev in pospešena uporaba umetne inteligence sta postala nepogrešljiva za odzivanje na številne nepričakovane spremembe. Rešitve z umetno inteligenco omogočajo avtomatizacijo rutinskih nalog in razvoj pametnih rešitev za zaposlene in pa tudi sicer za državljane. Implementacija sodobne tehnologije oziroma v tem primeru umetne inteligence v storitve javne uprave je tako vsebinski, metodološki kot tehnični, predvsem pa tudi pravni izziv, ki odpira mnoga vprašanja. Prinaša tudi nove dimenzije razumevanja delovanja javne uprave. Vzporedno s tem procesom, včasih povezano in soodvisno, spet drugič pa precej neodvisno od tega, poteka oblikovanje javnih storitev in politik. Povezovanje stanja in trendov na področju soustvarjanja javnih storitev in politik, predvsem pa možnost soustvarjanja vseh od nas, vse to lahko pomembno vpliva na nadaljnji razvoj javnega sektorja, prinaša pa tudi mnoge izzive na področju inovativnosti v javnem sektorju, strokovnem razvoju in tudi spodbujanju sodelovanja. Pri tem so nacionalne meje vse pogosteje zabrisane. Z zavedanjem potrebe po razvoju bomo obravnavali tudi nekatere primere spodbujanja evropskega sodelovanja pri zagotavljanju kakovosti dela v javni upravi in tudi na področju visokega izobraževanja, visokošolskega izobraževanja. Pri spoznavanju razvojnih momentov javne uprave, predvsem pa sedanjih in prihodnjih trendov razvoja, pa se bomo naslonili tudi na vsebino, ki jo prinaša nova monografija Znanost o javni upravi. Monografijo je ob sodelovanju 40 avtorjev pred dnevi izdala Fakulteta za upravo. Z njo želimo izpostaviti vsebine, poglede, dejstva ali pa tudi ideje, ki potrjujejo, da je proučevanje in delo v javni upravi pomembno tako za posameznika kot družbo kot celoto. Včerajšnji dan smo v krogu raziskovalcev, predvsem pa tudi precej bilo študentov doktorskega študija, izkoristili za predstavitev in iskanje odgovorov na nekatera ključna vprašanja urejanja področja, s katerimi se pri svojih raziskavah srečujejo strokovnjaki iz prakse, predvsem pa tudi doktorski študenti, kot sem omenil, in se v veliki meri navezuje tudi na teme, ki bodo obravnavane danes. Prepletanje različnih pogledov na delovanje in razvoj uprave, tako družbenih, strokovnih kot znanstvenih, je nasploh ena izmed značilnosti delovanja Fakultete za upravo. V javno upravo po najboljšem vedenju prenašamo znanje, predloge in rešitve, seveda pa nam veliko tega konkretna praksa tudi vrača. Zavedanje o pomenu razvoja javne uprave nas spodbuja, da veliko vlagamo v razvoj vsebin ter kakovost našega dela, kar se vse bolj odraža tudi v mednarodnem prostoru. Ponosni smo na prepoznavnost raziskovalcev, kakor tudi na mednarodno akreditacijo EAPA, ki jo ohranjamo za 3 študijske programe, potem tudi za vključitev
oziroma ponosni smo na vključitev v združenje EMPA, ki povezuje najboljše magistrske študijske programe javne uprave Evropi, pa tudi na to smo ponosni, da nam je bila v zahtevnih razmerah zaupana organizacija največjega srečanja raziskovalcev in praktikov z področja javne uprave v tem delu sveta, konferenca NIS-PASE. Konferenco NIS-PASE bomo gostili čez dober mesec, več podatkov o njej pa lahko najdete na naši spletni strani. Če se na koncu vrnem k našim dnevom slovenske uprave, v okviru tematik bodo obravnavana aktualna in za javno upravo zanimiva področja, izzivi in tudi morebitne rešitve, za katere vse bolj prevladuje mnenje, da se jih lahko dosega le s skupnimi močmi. Zato vsem skupaj želim pozorno spremljanje dogodka in uspešne razprave. Hvala za pozornost. Hvala lepa, dr. Stare. Dovolite mi, da na kratko spregovorim še o programu današnje konference. Pri oblikovanju letošnjega programa Dnevov slovenske uprave smo izhajali iz stališča, da slušateljem in širši javnosti predstavimo dosežke oziroma projekte raziskovalne, strokovne in aplikativne, ki jih na Fakulteti za upravo izvajamo oziroma smo jih izvedli, ter nato nanje vežemo poglobljene razprave. Skladno s tem izhodiščem se je oblikovala osrednja tema konference, ki se glasi Novejši pogledi do vprašanj javne uprave. Uvod v samo konferenco smo opravili včeraj, kot je že omenil dekan, s sekcijo za študente doktorskega študija, ki so predstavili raziskave v sklopu njihovega študija. Današnji dan bomo začeli z uvodnim nagovorom, ki ga bo za spremembo od predhodnih let izvedel gospodarstvenik gospod Miha Lavtar, ustanovitelj in direktor podjetja OptiWeb. Gospod Lavtar nam bo predstavil 4 ključne izzive, s katerim se je njegovo podjetje oziroma širše tudi gospodarstvo srečalo v zadnjem obdobju. S temi izzivi se bodo nato v kontekstu javne uprave spoprijeli strokovnjaki iz različnih področij, ki bodo razdeljeni v tematske sekcije. Prva sekcija bo skozi prizmo podanih izzivov naslovila družbene, pravne in tehnološke izzive, ki jih uporaba umetne inteligence prinaša za javno upravo. Penalisti v drugi sekciji bodo nato predstavili trende na področju soustvarjanja storitev v javni upravi s poudarkom ponovno na digitalni podpori le-temu ter na ta način poskusili nasloviti predstavljene izzive. Sledi predstavitev monografije Fakultete za upravo z naslovom Znanost v javni upravi. Monografija na več kot 700 straneh podaja stare in nove vidike razmišljanja v javni upravi, kar bosta v sodelovanju s penalisti, ki so močno zaznamovali razvoj Fakultete za upravo in širše tudi upravne znanosti, predstavila naš stari dekan oziroma dekan v odhodu in novi dekan. V zadnjem delu konference bomo predstavili še mednarodni projekt PaQuality, katerega namen je izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja na področju javne uprave, kjer je Fakulteta za upravo sodelovala kot ena izmed 9 mednarodnih partneric. Konferenco bomo sklenili s podelitvijo nagrad natečaja Premik naprej 2021, s katerim želimo prispevati k prepoznavanju in promociji inovativnih praks ter razvoju inovativnih premikov za bolj učinkovito in uspešno javno upravo. Skratka, čaka nas zanimiv dan, v katerem bomo v kontekstu izzivov, s katerimi se soočajo gospodarski subjekti, analizirali delovanje javne uprave in upam, da tudi začrtali smernice za prihodnje delovanje, ki temeljijo na raziskovalnih projektih in na drugi strani na inovativnih aplikativnih rešitvah. K uvodnemu nagovoru vabim Miho Lavtarja, ustanovitelja in direktorja podjetja OptiWeb in člana sveta za digitalizacijo. Miha Lavtar se je na podjetniško pot podal že pri rosnih 19 letih, danes pa je podjetništvo stil njegovega življenja. Njegovo podjetje, ki je staro že več kot 12 let, zaznamuje predvsem hiter in stabilen razvoj. V letu 2013 je namreč podjetje zaposlovalo 2 osebi in ustvarilo nekaj več kot 10.000 dobička. Danes pa zaposluje že več kot 60 oseb in ustvarja 6-mestne letne dobičke, seveda govorimo o evrih. Uspeh podjetja ni ostal neopažen, saj je leta 2018 prejel nagrado na natečaju Zlata praksa, ki odlikuje predvsem projekte, pristope, ideje in povezovanja, ki pospešujejo rast in razvoj ljudi ter krepijo odnose sodelovanja in zavzetosti.
Veliko pomembne kot same reference pa so seveda znanja in izkušnje, ki jih poseduje uvodni govornik. Zato na tem mestu zaključujem s predstavitvijo in k uvodnem nagovoru vabim Miho Lavtarja, da z nami deli svoja razmišljanja in izkušnje. Lepo prosim. Hvala lepa, Bruno, za besedo pa tak lep uvod. Jaz bi mogoče kot prvo pohvalil vse študente. Moram priznati, da vi ste že dlje prišli v študiju, velika večina, kakor sem jaz, ki sem obupal po pol leta, ampak to je mogoče tudi, nauk tega je mogoče tudi to, da ljudje imamo različne zgodbe, različne poti, ampak na koncu je lahko vsaka prava, tako da vsak mora gledati, kako bo on, katero pot bo sam izbral. Jaz sem eno prezentacijo, pa jo bom kar takole delil, pa boste povedali, če deluje. Bruno, mogoče, če... Za enkrat se vidi samo zaslon, Miha. Evo, jaz bi v bistvu predstavil 4 zadeve, ki so se meni zdele pomembne, ki jih lahko povezujemo gospodarstvo in javno upravo, pa boste pa tudi sami presodili vsak po svoje, kako se vam to zdi, a je kakšna vzporednica ali ne. Prva stvar, ki je v podjetništvu res pomembna, sploh v zadnjem času, je komunikacija. In tukaj se mi zdi, sploh pri nas v OptiWebu, se res trudimo, da je ta komunikacija redna, zelo pozitivno usmerjena pa efektivna. Zdaj, to pomeni to, da ves čas sporočamo, kaj se v podjetju dogaja, katere so novitete, kaj smo spremenili in v katero smer tudi gremo. Poskušamo, da je vse kratko in jedrnato, ker ljudje smo zasičeni s polno enih informacij in več informacij tudi ne pomeni, da ljudje več izvedo, ampak velikrat nas mogoče samo zmede. Zelo pomembni so tudi kanali komunikacije, pri nas v bistvu komuniciramo nekako enkrat, dvakrat na teden, se naredi taka prezentacija, jaz poberem vse feedbacke iz ekip in tako nastane neka prezentacija, ki jo jaz kot nekak direktor predam naprej. Ena taka zanimiva se mi je zdela, ki sem jo zdajle v zadnjem tednu ali pa 2 opazil, koliko ljudje spoštuje to, da jaz kot direktor pokažem ali pa kdo drug konec koncev neko ranljivost. Zdaj, čist primer, imel sem prezentacijo, mislim, da 3 tedne nazaj, ki ni najbolj šla in tako kot je danes tehnično na začetku malo hecal, je bilo takrat še precej več težav in v bistvu zaradi moje težave sem bil vezan na druge, ker nekaj ni delal. Nima veze, poanta tega je bila, jaz sem se po koncu te komunikacije zavedal, da sem naredil napako in sem naredil samo refleksijo, sem v bistvu izpisal, katere stvari bi drugič drugače mogel narediti, se pravi, da bi mogel imeti nekoga, ki mi bi tehnično pomagal, da bi prej testiral, da bi prezentacijo mogoče na drugačen način zapeljal. In sem v bistvu pokazal ljudem, kaj bi drugič jaz naredil in opravičil sem se. In v bistvu to je takoj že drug teden, ko sem s parimi šel na kavo, so v bistvu izpostavili, koliko mi je bilo to všeč, da sem nekako pokazal, da tudi jaz ne vem vsega in da se zmotiš. Normalno, vsi smo ljudje konec koncev. Zelo pomembno se mi zdi tudi ta, da sprašuješ ljudi za feedback oziroma povratno informacijo, da jih sprejmeš, te povratne informacije, da se odzoveš v stilu hvala, super, slišal sem te in normalno za tisto informacijo ali uporabiš, če je smiselna, ali pa pač mogoče ne, če presodiš, da to ni nekaj, kar bi ti lahko pomagalo. Ampak glavno pa je, da ko dobiš neko povratno informacijo, da ne ustvariš nekega zida v smislu, ne, ti se pa motiš, to pa ni res, zaradi tega pa tega je pa to drugače, ti me ne razumeš. Če ste se kdaj znašli v tak situaciji, sigurno veste, o čem govorim, ko nekomu v bistvu ne moreš normalno predati neke povratne informacije in taka oseba ne bo več dala povratne informacije in si izgubil v bistvu zelo dragocene feedbacke. Iz tega pol nekako nastane to, da se lahko gremo konstruktivne debate.
že pri nas v bistvu v podjetju vidi, da ljudje težje dostopajo do mene kot direktorja, pa se res zelo trudim, da bi bil dosegljiv oziroma dostopen. Verjamem pa nekje drugje, kjer se pa mogoče direktor ali pa pač v javni upravi kdo drug, ne trudi toliko, da bi bil, kot sem rekel, dostopen, je pa to še precej težje. No, ampak te konstruktivne debate se mi zdi res pomembne, da se vsi poizkusimo postaviti v kožo drugega, ga razumeti in smo odprti do različnih mnenj, kot je bilo prej omenjeno. In to se mi zdijo neke osnove, da lahko sploh karkoli narediš, ker brez teh komunikacijskih osnov za moje pojme stvar ne more funkcionirati. Pa mogoče ta zadnja, kar se komunikacije tiče, so pa pohvale. To je pa nek tak bombonček na vrhu vsega tega. Vsi smo radi pohvaljeni, Slovenci smo v bistvu taki, da pohvale sploh ne znamo sprejeti, ker se mi zdi, da je tega toliko malo. In mi smo imeli parkrat prav vajo v bistvu, kako sprejeti pohvalo. Ker poskusite kdaj to enemu, uživo nekoga pohvaliti in boste videli tako, ker ljudje ne vejo, kaj bi naredili, ampak dejansko je pač najbolj, da sam se zahvališ, rečeš hvala za lepe besede, se vam trudil še naprej in to je to. Tako da mogoče vam dam danes eno nalogo, da si izberete nekoga, ki vam je v zadnjem, tednu, parih dneh naredil nekaj dobrega ali pa ste videli, da je naredil nekaj dobrega nekomu drugemu, pa ga pohvalite za tisto stvar. Pa ne bo res konstruktivno, katera stvar, zakaj, pa normalno, predvsem iskreno. Trudimo se, da pri nas kadre, ki naredijo nekaj več, da nagradimo, ker nekako to ni samoumevno, da nekdo naredi nekaj več in se mi zdi, da je fair, da tiste izpostaviš ljudi, jih pohvališ in jim daš tudi neko nagrado. Zdaj, nagrade so zelo različne, lahko je to denarna, lahko je pa to nekaj čist drugega, kar nekako njemu kot osebi zelo veliko pomeni. Ali je to dodaten dan dopusta, ali je to, neka XY izkušnja, ali je to konec koncev samo to, da, greš z njim na sprehod, pa mu posvetiš nekaj časa, karkoli. Ljudje imamo zelo radi, da se nas opazi in da se nas nagradi in to je mogoče res ena taka stvar, ki v javni upravi je zelo nemogoče po mojem delati in vsem pa mislim, da bi bilo to smiselno spremeniti, ker če imaš zdravo jedro v ekipi, ki dobro dela, je res ni dober, če njih ne nagradiš, ker pol bojo oni v bistvu začeli delati tisto, ki ostali, povprečno ali pa podpovprečno, ampak ti jih pa hočeš, da so vlečni konji, da bojo oni ekipo naprej vlekli. Pol mogoče ena, ki verjamem, da ste jo vsi že velikokrat slišali, delo od doma, ampak tukaj bi mogoče se na kakšen drugačen, mogoče malo drugačen pogled dal. Se mi zdi super, da gre postopoma vse v digitalno obliko. Zdaj, mi smo imeli srečo, da smo normalno digitalna agencija in je bilo tako ali tako že pred COVID-om praktično vse digitalizirano. Nekateri so pa tukaj imeli super priložnost, da so prisilno šli v ta premik in jaz poznam kar nekaj primerov, ki jim je to dobro uspel in zdaj vidite, da je to res ful boljš, da precej lažje vse funkcionira in dejansko zdaj lahko delajo od doma. Kar pa prinese pa res ogromno drugih pozitivnih stvari. Naprimer, se mi zdi, da vsi moramo iti v to smer, da je fokus na sami efektivnosti, koliko posameznik naredi in ne koliko ur je v službi. Jaz verjamem, da se bo tudi to spremenilo, še bolj konkretno leto po letu v to smer in tudi konec koncev prekarcev, tistih, ki niso zaposleni, je vedno več in pri njih je pa sploh, se mi zdi, ta značilnost, da večinoma delajo na to, na efektivo, na to, kar naredijo, na nek projekt, karkoli. In tudi pri samih zaposlitvah za nedoločen čas, jaz verjamem, da bo šlo to smer in pri nas se precej trudimo, da tukaj delamo res konkretne korake naprej. En velik del tega je tudi optimizacija stroškov.
Eno je, da ko digitaliziraš stvari, narediš neko optimizacijo, drugo je pa definitivno tudi to, da imaš manj službenih poti oziroma manj časa porabiš na cesti, se pravi, manj tega stroška za prevoz, precej manj obremenitve okolja, tudi na cesti, tak nekateri preživimo precej časa in tudi to se s tem precej spremeni in že spet je s to variant, da je res korak v zelo ta pravo smer. Pa še ta zadnja je pa avtomatizacija, pa optimizacija, tukaj bi se pa mogoče kar konkretno na javno upravo naslovno oziroma pogledu par primerov. Že spet kakšen mesec nazaj sem bil na EVM točki, kjer sem dodal eno dejavnost, čeprav vem, se tega ne da še online narediti, nisem pa zdaj 100%, ker tudi sam moram reči, da imam kar izzive, tako ki bom pol naprej pojasnil. Ampak zanimivo mi bo gledati to gospo za računalnikom, kako v bistvu neefektivno je ona uporabljala svojo opremo. Ni uporabljala, bližnjice, na primer, prva stvar, ki ljudje pridejo k nam v delu tega onboardinga, je to, da jih spoznamo s tistimi bližnjicami, ki jim bojo najbolj koristile. Vi si ne morete predstavljati, koliko v bistvu to časa prehraniš, če poznaš tistih 10, 15, 20 osnovnih bližnjic na tipkovnici. To je noro, res. Pa tudi pri nas se res trudimo, da nam ni škoda denarja za boljšo opremo. Če nekomu računalnik bolj počas dela, takoj se bomo dobili pa in zrihtali novega, ker enostavno to se pozna pol na sami produktivnosti. In ja, verjamem, da ta gospa bi lahko precej hitreje delala, če bi imela in nekako več znanja in boljšo opremo. Tale se mi zdi res zelo pomemben. E-uprava v bistvu omogoča že precej enih stvari, ampak zaradi same uporabniške izkušnje verjamem, da se veliko ljudi ne odloči za uporabo le-tega. Verjamem, da mogoče tukaj bi bila še bolj kakšna radikalna sprememba dobra, tako kot je na primer tale zadnja, oziroma radikalna bi bila mogoče ta, da enostavno določene storitve fizično ukinemo in pomagamo ljudem, da prek računalnika to naredijo, prek oddaljeno ali pa da ljudje pridejo dejansko fizično tja, ampak še zmeri skupaj v bistvu s pomočjo tiste osebe tam na računalniku skupaj to naredite, da bo drugič ta oseba potem znala to sama narediti. Tako da ja, samo izobraževanje na področju storitev bi tudi bilo tukaj res super. Že sam pri nas v podjetju vidim, če ljudem ne razložiš, kako neka stvar deluje, če nimaš nekih vodičev, je precej težje, da bojo to uporabljali, ker se pač tega bojijo. Ta mogoče zadnja je pa tako, se mi zdi, da bi ljudi se dali dosti enostavno spodbuditi s tem, da jim daš neke majhne bombončke, če uporabljajo javno upravo in s tem se zmanjša, koliko ljudi potrebuješ za te obiske fizičnih poslovalnic. Pa verjamem, da na dolgi rok je tako edina opcija sploh. Ja, to je mogoče tiste nekako 4 stvari, ki sem jih hotel izpostaviti. Predvsem se mi pa zdi v trenutnih časih, da je najbolj ključno to, da mogoče, da bolj stopimo skupaj, da nismo vsi proti po defaultu, da se oproščam angleški besedi, ampak enostavno, da skupaj gledamo, kako bi naprej spremenili nekaj na boljše. In tukaj normalno polagam velike upe tudi na vas, ki zdaj ste v tej fazi, da boste imeli neko moč, neke decision making opcije. In jaz vam želim, da uspešno zaključite študij in da pol greste delati to, kar vas veseli, karkoli pač že to je. Tukaj me lahko kadarkoli dodate na LinkedInu, da se povežemo, da mogoče, če boste kdaj potrebovali kakšen nasvet, kar se tiče podjetništva, z veseljem pomagam in ja, še enkrat srečno. Hvala lepa, Miha. Skratka, če strnem Mihov uvodni nagovor in nekako podam vprašanje tudi za vse nadaljne sekcije. Miha je najprej spregovoril o komunikaciji in sicer v kontekstu, kako pogosta je komunikacija oziroma so konstruktivni dialogi v javni upravi in kaj te dialogi vključujejo. Nadalje je spregovoril o tem, kako ranljivi so vodje v javni upravi.
Vezano na ranljivost je tudi to, kako pogosto poslušamo, sprašujemo in sprejemamo različna mnenja, ne nazadnje tudi, kako pogosto pohvalimo zaposlenega in kako sprejmemo pohvalo. Pogosto slišimo, a se zapiramo vase ali pa smo odprti navzven. Pogosto slišimo anekdoto, da je dobrega delavca težko najti. Ali to velja za javno upravo? Nadalje je Miha spregovoril o nagrajevanju kadrov. Ali je nagrajevanje v javni upravi pogosto? Če ne, kje so zadržki za nagrajevanje? Nadaljeval je z delom od doma. Ali je javna uprava naredila premik v digitalno okolje ali pa se je sedaj v zadnjih mesecih počasi vrnila nazaj v stare, ustaljene tirnice? Če da, zakaj? Ali daje javna uprava poudarek na efektivnosti delovnega časa in optimizaciji stroškov, ali pa so to zgolj vidiki, ki jih upoštevajo gospodarski subjekti? Zaključil je z avtomatizacijo in optimizacijo. Kako efektivni smo pri delu z digitalno tehnologijo v javni upravi, oziroma kako dobro poznamo to tehnologijo in se je zavedamo. Nadalje je spregovoril o tem, kako izboljšati samo uporabniško izkušnjo pri uporabi e-uprave, kako izboljšati izobraževanje, ali da je javna uprava dovolj velik poudarek na te vidike in kako javna uprava spodbuja uporabnike k dodatni uporabi digitalnih orodij oziroma e-uprave. Če zaključim v kontekstu uvodnega nagovora, Miha, zelo lepo si izvedel uvodni nagovor in se ti še enkrat iz srca zahvaljujem za to.